Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o teoriji, da je najbolj pametno za ljudi, da se posvetimo neki duhovni poti. Namesto da bi stalno proučevali vse možne stvari in skakali iz ene stvari na drugo. No, ko sem jaz zaradi osebnih travm v medsebojnih odnosih začel proučevati, kaj se dogaja z človekom, z človeškim umom, miselnimi, vedenjskimi vzorci, medsebojnimi odnosi, in sem začel proučevati psihološke knjige, ki so me potem tudi pripeljale do duhovnih knjig in sporočil, sem želel ugotoviti, kaj je resnica, kaj dejansko je življenje, kaj je namen življenja, kaj se dogaja po smrti, kaj se dogaja pred rojstvom. In potem sem sistematično začel proučevati vsa sveta pisma, vseh religij, kar jih je bilo seveda dostopnih v slovenskih knjižnicah. In potem sem tudi začel proučevati osebno različne religije in se udeleževati raznih teh duhovnih srečanj. Obiskoval sem razne cerkve, razne ašrame. Najbolj so me seveda navdušili prakristjani, pa potem tudi Hare Krišna gibanje, ki deluje po tem starodavnem vedskem izročilu, ki se je ohranilo na indijski celini. Vedska literatura je zelo zanimiva, ker precej natančno opisuje dogajanje v zgodovini, kaj se je vse dogajalo, da smo imeli zelo dolgo življenjsko dobo, tudi po več 10.000 let, da je bil takrat razcvet civilizacije na vrhuncu in potem je se začela faza zatona, zmanjševanja zavedanja in degradacije civilizacije. Torej preobrazba, prehod iz te visoke zlate dobe v to dobo, železno dobo, ko je zavedanje na najnižji ravni. In sedaj bi se zopet povzpeli na višjo raven zavedanja. Skratka, vsa ta razlaga v teh vedskih izročilih se mi zdela zelo smiselna, zelo podporna. Ampak potem, ko sem skozi dalj časa tega študija zastavljal tem gurujem razna vprašanja, nisem dobil zadovoljivih odgovorov, pa tudi nekaj me je motilo, in sicer ta način čaščenja Boga, Krišne, vse višje osebnosti preko plesa, preko prepevanja mahamantre in plesa in oboževanja teh kipcev, ki ne bi ponazarjale njegovo osebnost in njegove različne aspekte pojavnosti. No, in precej ljudi je bilo pristašev Hare Krišne gibanja in tudi drugih gibanj, pa so potem v določenem obdobju svojega življenja spoznali, da to ravno ni rešitev, da pač nekaj manjka, nekaj so čutili, da niso vse stvari tako, kot se tam piše in opisuje, da stvari niso take, ki bi se dale aplicirati na celotno človeštvo, da so sodobne, praktične za ta sedanji trenutek, sedanji svet. No, in zakaj je to res? Preko gibanja Destiny, kjer zdaj že 5 let študiram zgodovino razvoja stvarstva, informacije, ki prihajajo preko meddimenzijskega portala, so razkrile, da religije so bile ustvarjene z namenom razdvajanja ljudi. Prvič, razdvajanja v smislu med različnimi religijami, ker seveda vsaka religija je zatrjevala, da imajo ona najboljše rešitve, najbolj natančno znanje, in zaradi tega so bile potem številne
verske vojne na tem svetu. V osnovi pa vsaka religija že razdvaja tebe kot osebo, kot živo bitje od samega sebe, s tem, da te poniža, da te pozove k ponižnosti, k ubožnosti, k strahospoštovanju Boga, ki je neko bitje, ki je več vredno, bolj močno in se mu je treba ponižno priklanjati, iti na kolena, izvrševati njegove ukaze, ki naj bi ti jih serviral preko misli v glavi in čustvenih, energetskih reakcij. Skratka, zato, da si se pokoril, ponižal Bogu, si potem dobil kot nagrado dobre občutke, ekstazo, razsvetljenje, sladkost na jeziku in pa tudi v življenju se ti je tukaj kar lepo godilo. Še bolj naj bi se te pa godilo, ko greš v onostranstvo, ko umreš, potem pa prideš seveda v nebesa in je tam vse in sploh najboljše in takrat ni več problemov. Ampak izkazalo se je, da vse te religije so bile ustvarjene z namenom zaslepljevanja in zasužnjevanja človeštva. In dogajalo se je, da v duhovnem svetu, v nebesih, v tej duhovni hierarhiji so te osebe, ta bitja, lahko temu rečemo duhovni mojstri ali svečeniki ali bogovi ali polbogovi, kakorkoli že, na različnih teh nivojih so bili, so med sabo tekmovali, kdo bi lahko še bolj učinkovito za nos potegnil ljudi na tem svetu. In potem so se inkarnirali na ta svet kot vodje raznih religij ali so celo ustvarili svojo lastno religijo. Tekmovali so, kdo bi najbolj z zvenečimi besedami in bleščavami in raznimi triki, en zgleden primer je Sai Baba, kako bi nas lahko čim bolj zavedli, premamili našo pozornost od zavedanja našega lastnega fizičnega telesa, lastnega diha in realnosti, univerzalne fizične realnosti v tem trenutku, in da bi začeli to osebo, tega guruja ali vodje religije ali Boga povzdigovati, poviševati, se mu klanjati in upati, da bo ta človek potem prinesel neko odrešitev na tem svetu. Torej ja, hudo smo bili nategnjeni, intenzivno so nas slepili, vlekli za nos, jebali v glavo in zdaj je čas, da vsa ta slepila uvidimo in se jih osvobodimo. Zato vas vabim, da ne nasedate več raznim takim zavajajočim besedam, ki se slišijo zelo privlačne, in da se zavedate, da smo vsi enakovredna živa bitja, da na tem svetu sedaj poteka proces enakovrednosti in enakopravnosti, da bomo prenehali igrati to igro vladarjev in služabnikov oziroma sužnjev, ampak da bomo vsi drug drugega enakovredno spoštovali in se upoštevali, se podpirali in zagotovili dostojne življenjske razmere, tako da bomo lahko se v polnosti izrazili in razvili maksimalno vse svoje življenjske potenciale. Kako to storiti? Si poglejte v opisu tega videoposnetka, kjer boste našli spletne povezave do virov informacij, audioposnetkov, videoposnetkov, spletnih tečajev in našega gibanja Destiny in vabim, da se nam pridružite,
da čim prej ustvarimo skupnimi močmi pravi, resnični raj na zemlji. Čao!